Živela, dragi moji, kako ste? Zdaj, če bi bila situacija normalna, bi ta trenutek dobili vlog iz Maldivov, ampak se je zadeva toliko zakomplicirala, da sploh v bistvu ne vem, kje začeti. V glavnem, ne vem, a me spremljate na Instagramu ali ne, ampak če mi ne sledite, zamujate pravo dramo. Zakaj? V bistvu zadnji dan pred odhodom sva delala PCR teste, ki so pokazali, da sva pozitivna. Ampak zgodba v bistvu, zakaj naj ni domov, zakaj sem mogla ta dopust, ki to ni, podaljšati še za nadaljnjih 7 dni, v bistvu se začne že malenkost prej. Namreč, midva sta bila skoraj 14 dni na Maldivih, bila sva na 4 različnih otokih, raziskovala vse te rajske plaže, čudovito pokrajino, probavala lokalno hrano in res sva se imela dobro, res so v bistvu Maldivi izpolnili vsa moja pričakovanja. Je pa res, da so si midva zbrala lokalne rezorte in nisva doživela samo tega prestiža, tega luksuza, ampak v bistvu sva imela možnost pogledati tudi v njihovo življenje, kaj Maldivi sploh so, kako Maldivčani živijo, ne pa samo ta blišč in glamura, ne. No, in v bistvu Urale se je 1-2 dni pred odhodom počutil že malo slabo in se niti nisva kopala, v bistvu se lahko tako bolj na easy, s tem, da potem se mu je to vse v bistvu še malenko stopnjeval, ampak je bil v redu. Jaz sem pa tudi čutila, da nisem v bistvu čisto okej in sem rekla, dobro, potapljala sva se, sonce je, ne bo nič hujšega, ne. Pa se je pa to meni počasi vse bolj stopnjeval in stopnjeval, prišel je večer in sva rekla, da jaz ne bom gledala filma, grem kar spat, res se ne počutim dobro. In potem, naslednji dan jaz vstanem, imela sva budilko naštimano ob 7:30, ob 7:30 se zbudiva, da greva delati v lobi hotela PCR teste. In čim sem ostala, sem čutila, da nisem okej, res, toliko sem se v bistvu grozno počutila, kar eno stisko sem imela tukaj vse, glava me je bolela, ne znam razložiti, no, kako sem se počutila, vem samo, da se tako nisem še nikoli v življenju. In grem jaz na balkon, vedno zjutraj sem šla na balkon v hotelu, da tudi opazujem ta čudovit razgled, ampak takrat me v bistvu sploh ni zanimal, sem se samo sedla in takole naslonila in potem blackout. Padla sem skupaj in od takrat se v bistvu vse tako zelo površno spomnim, kaj se je dogajalo. Vem samo, da je bil Rale tisti trenutek ravno v kopalnici, je prletel, ker je ful počel, ker medtem ko sem padla s stola, ko sem omedlela, sem se ful udarila tudi z glavo v balkon, potem je on takoj prijel, pač se ustrašil, me začel zbujati. Sem malo prišla k step, sem še enkrat padla v nezavest v njegovem naročju. In potem sem se vlegla v poslo, prišli so zdravniki in me odpeljali z rešilcem v Maldivsko bolnico, s tem, da se lahko sam zahvalim, da sva bila v tistem trenutku na tem otoku, ki bolnico ima, ker namreč nimajo vsi lokalni otoki bolnice. In potem so mi dali infuzijo, dali so mi to za dehidracijo, vzeli so mi kri na večjih mestih, tudi za sladkor so mi preverjali, EKG so mi delali, pol so mi preverjali vse te hemoglobine in tako naprej. In potem sem bila 4 ure v bolnici in potem sem me pač odpustila, ne, to je valjda vse plačljivo, glede na to, da si v tujini. In potem sem odšla nazaj v hotel, kjer pa sva mogla narediti še PCR teste, ker bi prvotno ga mogla narediti do 8 zjutraj, ampak ker sem šla v bolnico, ni bilo več nikogar tam in so potem posebej za naju uredili to pač testiranje. No, nisem šla v sobo, nisem se počutila okej, tudi v bistvu, ko sem omedlela, potem, ko sem se zbudila, je bil nekih 50 minut telo v takem šoku, da sem se čisto spotila. Potem sem bila v redu, ampak sem ful dobila visoko vročino, v bolnišnici so mi namerali skoraj 39. In valjda, ko sem prišla nazaj pol po vseh teh PCR testih in bolnice, to je res zdaj taka hitra zgodba, tudi na Instagramu sem se bolj razgovorila, tukaj samo, da boste na tekočem, kaj se dogajalo, res želim čim bolj skrajšati. Skratka, v sobi sem šla jaz potem samo še spat. Cel dan sem ležala, itak nimaš, pač bogi si, zunaj vročina 32 stopinj, tebe zebe za vid z deko, ampak okej, okrog polnoči je zaspal tudi Rale, oziroma oba, ko zazvoni telefon. Kdo kliče ob polnoči, pač res malo čuden. In je bila recepcija in jav, pozitivna sta na PCR testu. V sekundi si buden, v sekundi, oh my god, to pomeni karantena na Maldivih. In
Dejansko danes je to je v bistvu taka zelo skrajšana zgodba, danes je najin 4. dan karantene. V bistvu na začetku te zadane kar šok, ker pač kaj zdaj, kam boš šel, kaj bom jedel, kaj me bojo sploh namestili, a bo kdo poskrbel za tebe. Toliko je enih vprašanj tisti trenutek, ko se ti plete po glavi in sam upaš, oziroma za sekundo si misliš, ne, fakaj, to res, pač ne dojemaš, da se te bo to zgodilo, ampak pol pač pride večer, prespiš prvi dan, pa drugi dan, pa tretji dan in v bistvu ta karantena postane neke vrste rutina, se probaš čim bolj zamotiti, da čim bolj mine, vedno je samo zato, ker si stran od domačih, ker si stran od svoje posle. Po drugi strani pa pač vem, da je to rizik potovanja v teh časih, a ne. Mene predvsem najbolj moti to, zdaj spet, če me spremljate na Instagramu, če še ne, Ivina Lepotilnica, tam res delim vse informacije, ampak v bistvu me moti najbolj to, ker za hrano ni dobro poskrbljeno, ful so majhni obroki, niso redni obroki, vmes ni nobenih snekov, tako da se mi zdi, da sem kar zgubila že kakšno kilco ali pa dve. Tako da toliko na kratko, no, res, YouTube je itak moja prioriteta bil od vedno in sem se vam želela javiti, ker zdaj skoraj že 2 tedna ni bilo videa. Zapišite mi spodaj v komentar, če bi vas zanimali vsakodnevni update iz karantene, glede na to, da imam itak ogromno časa, mogoče lahko vsak dan dostavim vlog. Toliko pa, da veste, da sem na Maldivih v karanteni, mogoče se sli sanjsko, ampak res ni tako, ker nimaš dostopa do vode, ne moreš iti na sonce, ne moreš iti na sladoled, dejansko si tukaj v enem samem prostoru, s tujci in to je to, tudi tukaj v tem lobiju oziroma hotelu, čeprav zame je to bolj hostel, smo samo COVID prebolevniki, tako pač na Maldivih to poteka, se pravi iz hotela, ki so bila prej, sem mogla iti sem v tega, kjer so vsi, ki so bili pozitivni, pa na tem otoku Mafuši oziroma Mafusi je še en tak hotel, ampak ne bi bil ta boljši, no, tako da toliko na kratko, ja, kdo bi si mislil, da bom začetek februarja preživela v karanteni na Maldivih, ampak življenje je res toliko nepredvidljivo, nikoli ne veš v bistvu, kaj te čaka pravzaprav. In to je to za enkrat. Upam, da ste dobri, da ste fajn, slišim, da je v Sloveniji tudi veliko pozitivnih, dajte se čuvati, pa se vam oglasim. Čau!